Ste tudi vi tisti, ki sklece takole posiljeno izvajate na način, da zgleda, kot da bi želeli malce se poigrati s tlemi? Mislim, da takšen način ne bo ravno najbolj zdrav ne za vaš hrbet in ne za vaša ramena. Tako da si bomo pogledali, kako do svoje prve sklece. Torej, katere mišice so tiste glavne, ki delajo pri vaji skleca? Torej, hočemo priti do vaše prve perfektne sklece in sicer, če si pogledamo tega našega gospoda Kin Vitalkota, bomo videli, da v bistvu pri skleci, torej poleg tega, da pride do upogiba in iztega komolca in pa iztega v ramenskem sklepu, imamo torej tukaj pri sami skleci tudi gibanje lopatice, tisto, ki je ključno. Torej, poleg tega, da greste z komolcem nazaj, mora temu slediti še gibanje zadaj lopatice. Torej, to izgleda tako, da roke nazaj in hkrati gre tudi lopatice nazaj. Torej, mišice, ki izvajajo to gibanje, so predvsem, torej imamo tukaj na korakoidnem procesu, se v bistvu pripenja mišica pectoralis minor in sicer manjši del prsne mišice. To je tista mišica, ki je skrita pod tole večjo prsno mišico. Torej, ta mišica vam v bistvu, poleg tega, da vam naredi kompresijo rebernega dela, torej kompresijo prsnega dela, vam tudi pritisne torej, lopatico malce bolj dol in naprej. Takole. Torej, iz tukaj pa vse do reber. Potem imamo drugo mišico in sicer velika prsna mišica, torej pectoralis major, ki se pripenja tukaj na nadlahtnico in gre vse tukaj do prsnice. Tako da ta mišica je tista, ki vam v bistvu potisne roko noter. Tako. Ja. Hkrati je ta mišica tudi notranji rotator v ramenu, tako da pectoralis major, torej velika prsna mišica, spodaj pod njo minor. Obe v bistvu zarotirata noter ramena in pa hkrati major mišica je tista, ki nadlahtnico potisne takole bližje prsom. Torej, major dela to. Minor je tukaj in dela to. Ja. Poleg tega pri skleci delajo še tricepsi in sicer imamo tukaj seveda mišico triceps, ki se v bistvu so tiste mišice, ki iztegnejo komolec. In pa seveda ne smemo pozabiti tistih glavni del, kateri mišice delajo, itak pri vsaki vaji dela skoraj celo telo, ampak ene tistih mišic, ki so prav tako pomembne pri izvedbi sklece, so tudi prednje trebušne abdominalne mišice. Torej, v bistvu celoten pas od mišice rectus abdominis, ki se pripenja tukaj od spodnjega dela reber pa vse dol do medenice in tudi do stranskih oblikov, ki so tukaj ob strani in pa tudi do malce globih mišic, kot so transversus. Torej, pri skleci so v bistvu pomembne, torej, tele mišice. Zakaj? Zato, da vam obdržijo trup, da se ne prelomite, ko izvajate skleco. Medtem ko so pa mišice, ko smo jih prej omenili, torej obe prsni mišici in pa mišice v rokah, torej tricepsi, tisti, ki so pa potem ključni za to, da bi lahko gib proizvedete. Tako da bomo šli sedaj kar naprej na samo tehnično izvedbo, kako pridete sedaj do svoje prve sklece. Torej, kar začnimo z vašo prvo skleco. Kako začeti sploh? Torej, skleca predstavlja za večino ljudi veliko muko. Marsikdo se v bistvu kar zdrzne ob omembi skleca in sama vaja večini ljudi predstavlja veliko nelagodje. Mi želimo narediti vajo tako, da boste razumeli, da je v bistvu vaja zelo pomembna vaja in zelo koristna vaja. Tudi pri tistih ljudeh, ki imate recimo težave z hrbtom ali pa imate mogoče kakšne druge težave, tudi s koleni in tako naprej, pa v bistvu ne morete dosti trenirati, pa se lahko v bistvu malce več fokusirate na zgornji del, kot je skleca. In sicer, začnete vedno skleco tako, da premislite dobro, kateri je tisti naklon, ki bo ustrezal vaši moči. Torej, glejte, skleca je za vas muka do zdaj vedno bila, zato ker ste začeli skleco izvajati dol, na tleh. Torej, kar pokaževa na tleh, kar ga na tla, Lenart. Torej, normalno, da če ste začetnik, da ne morete začeti sklece izvajati na tleh. Lahko poskušate potem, ko vam bomo pokazali
tole opcijo z koleni, torej ko greste samo na kolena. Ok, to je ena od teh variant. Ampak normalno, da boste imeli slabo izvedbo, pobenem, da vam bo vaja zelo neprijetna, če boste začeli na tako težkem nivoju. Torej, dajte začeti tako, da si date na nek višji nivo, torej lahko je to doma kakšna miza, lahko je to nekaj, kamor se uprimete, kakšen tram, ali pa v fitnessu, če ste, idealno uporabite lepo palico in si dvignite lepo v samem stojalu za uteži, in kar gre gor, in si dvignite na tak nivo, da vam bo sklica enostavna. Torej, začnite najprej na enostavnem nivoju, potem pa si boste počasi spuščali samo palico dol. Torej, kakšna je glavna postavitev? Torej, glavna postavitev najprej mora biti, da ste lepo poravnani oziroma lepo čvrščeni v trupu. In če pogledamo se tukaj do dol, torej, da ste v nekem lepem položaju. Torej, da niste preveč z boki nazaj, pobenem tudi, da niste z boki preveč naprej. Torej, da ste lepo normalno poravnani. Pogosto je dobro, da malce stopite gor na prste. Ja? Zakaj? Ker če bodo pete dol, se boste potem pri spuščanju lahko poškodovali tukaj tetivo, oziroma vam bo malce neprijetno, ker vam lahko cela teža pritiska na ahilovo tetivo. Zato, kar stopimo malce gor, tako, tukaj smo lepo učvrstili, zdaj smo se lepo pripravili. In kako se spustimo do dol? Pogledamo v bistvu prsne bradavičke, po domače povedano niple. Torej, prsne bradavičke lepo damo do droga. Torej, v bistvu, kar potujemo s bradavičkami do droga, ja, se dotaknemo in gremo gor. In kar še enkrat. Tako. Kaj še gledamo pri skletci? Gledamo tudi to, da ne gredo komolci preveč nazaj. Zakaj? Ker če bodo šli komolci preveč nazaj, boste si lahko poškodovali remena, saj boste utesnili tukaj mišice rotatorne mašete ali pa bicepse. Torej, mi ne želimo s komolci preveč nazaj, mi želimo, da ko se spuščamo, da se rama ravno tako pomika nazaj. A vidite? Torej, rama mora iti naprej, nazaj. Torej, naprej, nazaj. Naprej, nazaj. Vidite moj prst, kako lepo potuje? Mi ne želimo tega. Vidite, kako je moj prst čisto pri miru? Mi ne želimo, da je prst čisto pri miru, ker tukaj boste poškodovali, kot sem rekel, mišice rotatorne mašete. Torej, to želimo. In kar greva. Torej, ne tako, da gre komolec preveč nazaj, tako da lepo potuje, hkrati še rama oziroma lopatica. Tako, ja. To je kar v redu. Kar greva še. Torej, vedno pogledamo, koliko je komolec šel nazaj, pa kakšna je pozicija v ramenskem obroču. Torej, če preveč rama šla takole naprej, potem je lahko to dober znak, da moramo pri takem človeku malce paziti tudi na to, kakšno ima držo. Pri ljudeh, ki ste zelo ali pa ki imate zelo težave za upognjeno držo, da so vaša ramena pogosto takole naprej, pri takšnih ponavadi skletce ne bi ravno priporočal. Bi raje priporočal, da se dobro lotite kakšnih vaj za hrbet, kot smo prej recimo delali vajo, pull-up oziroma zgibe. Torej, skleca za tiste ljudi, ki imate težave z notranje rotiranimi rameni, torej tole puklasto držo, ponavadi ne bo najboljša izbira, razen če se boste res dobro nastavili. Zato je pa priprava na vajo polovica vaje. Torej, kar začnite, kot smo rekli, na višjem nivoju, spustimo spet dol, torej lopatice lepo potujejo skupaj, komolci ne smejo preveč nazaj, dovolj je in greva gor. Pazimo na trup, tako da trup ne popušča. Kaj gremo še? Pazimo na trup, da ne popušča. Tako. In potem, tako, ja, potem še pogosta napaka, zapestja. Torej, zapestja so pogosta napaka pri skletci. In sicer, da so vaša zapestja preveč zvita. Torej, ne imeti zvitih zapestij, pač pa imejte lepo podlahtnico direktno usmerjeno v palico oziroma površino, v katero odrivate. Torej, direktno ne bo usmerjena podlahtnica, ne da je podlahtnica čisto mimo. Tako. In kar gremo še naprej. Ok. In še naslednje izvedbe in pa pogoste napake vam prikažemo v naslednjem koraku. In smo že pri drugi opciji, ki jo imate na voljo, kako lahko pridete do svoje prve sklece in se pri tem ne poškodujete in tudi uživate hkrati. In sicer,
Čutili boste lepo prijetno pri skletci katere mišice. Kot smo prej omenili pri sami sekciji anatomije, torej čutili boste, da delajo sprednje prsne mišice, torej kar grejo dol, ki se lepo, vidite, lepo raztegnejo in potem stisnemo te mišice in gremo gor. Ne? Zato v bistvu je to vaja tudi za prsne mišice, torej kar gremo še enkrat in lepo gor. Ja? Hkrati delajo mišice rok, predvsem smo rekli tukaj tricepsi, torej boste čutili tudi tale del rok in pa seveda ne pozabiti na trebušne mišice, ki morajo vedno lepo stabilizirati hrbtenico, da se ne prelomimo. Torej zdaj smo šli na kolena, pa hkrati smo si tudi povečali samo površino, smo si zvišali, torej iz katere površine delamo. Torej to je ključno, da je naklon malce višji, tako bo tudi vaja za vas lažja. Torej kar še ponavljamo naprej. Torej, še ena pogosta napaka oziroma še nekaj pogostih napak, ki jih delajo med sklecami ljudje, je to, da greste z brado preveč dol proti površini. Zakaj? Kadar vam zmanjkuje moči, torej ker grejo dol, ponavadi ljudje grejo z glavo močno naprej, zato da lahko pridejo do konca dol. Na ta način, v bistvu po domače povedano, pogoljufajo vajo in si rečejo, saj sem šel do konca dol. Ne drži. Torej, prsa so tisti del telesa, ki morajo prva priti v stik s površino. Če že pridete do stika s površino, ne? Ali pa 1 cm stran od površine. V glavnem, prsa mora biti tista, ki so najbližje površini. Ne vaša brada in tudi ne vaš trebuh, ampak prsa. Ne? Torej, kot smo prej rekli, prsne bradavice. Torej, kadar se vam ta napaka dogaja, torej da greste z glavo preveč naprej, to pomeni lahko dvoje. Ali je vaš naklon prezahteven, torej si boste morali zvišati naklon, ali pa ste naredili preveliko število ponovitev in boste morali zmanjšati število ponovitev. Na koncu vam bom tudi razložil točno, kako si programirati sklece na takšen način, da boste prišli do odličnega uspeha. Tako da zelo pomembno je, koliko jih naredite tudi. Torej, če ste jih preveč, potem boste začeli na ta način goljufati. Druga pomembna napaka, ki se pogosto dogaja, je, kar gremo naprej, je, da nadlahtnica, nadlahtna kost, ne odriva več podlahtne kosti v smeri same površine, pač pa, gremo še enkrat, pač pa nadlahtna kost zavije gor in se potem odrivamo, kar gremo, v neoptimalnem položaju. Torej, to je neoptimalen položaj, zakaj? Ker v bistvu mi tukaj odrivamo, medtem ko imamo površino, iz katere bi se mogli odriniti, pa tukaj. Vidite, kakšen je razmak. Mi moramo imeti komolec usmerjen direktno v površino, od katere se odrivamo. Gremo še enkrat. Zato bo ta sicer način veliko bolj koristen za vas, ker boste tudi veliko bolj mišic čutili, pa hkrati veliko bolj varen. Gremo še. Ramena tudi dol. Ramena ne smejo biti takole gor, ramena lepo dol potisnemo, ja, in potem majčkeno bolj v položaj puščice pojdimo. Torej položaj puščice, kar gremo še enkrat, kar ostaneva dol, zadrži in kar pogledamo, torej to je položaj puščice. Torej, če pogledamo iz tukaj, približno položaj strešice, ja, rama še majčkeno dol tukaj, tako. In v naslednjem koraku vam razkrijem, kako začeti skleco tako, da bo tehnično popolno in hkrati maksimalen rezultat. Torej, še ena opcija, kako začeti s skleco. Torej, pokazal vam bom sedaj še tretjo opcijo, kako delati sklece na tak način, da boste maksimalno varni in brez bolečin. Velika napaka, ki jo večina ljudi dela, je, da dela veliko število ponovitev. Na tak način boste izgubili občutek za postavitev, za tehniko in pa dejansko bo tudi vaš vadbeni učinek veliko manjši, ker pri velikih številih ponovitev, kaj uporabljate? Uporabljate elastičen odriv samih mišic. Torej, v bistvu se s celo težo vržete dol, puf, in potem na samih tkivih ramenskega obroča v bistvu počivate in vas elastično odbije gor. To je idealen recept za poškodbo. Idealen recept za poškodbo. Zato ne priporočam, da izvajate sklece na hitro, z velikim številom ponovitev, pač pa začnite skleco, tudi tisti, ki ste že bolj napredni v sklecah. Začnite skleco raje spet razmišljati. Kakovost, daljši čas
same izvedbe, daljši čas tenzije in pa hkrati manjše število ponovitev. In bomo pokazali, kako. Torej, začnete lahko tudi tisti, ki ste bolj napredni, kar na kolenih, se spustijo počasi dol in se spustite nekako dovolj, do paralele. Ja? Torej, v tem položaju, kjer lahko perfektno ohranite super, odlično tehniko izvajanja. In samo držite. Držite in se ne dvigujete gor, držite, da bo, vidite kako se že trese, da bo sam čas pod tenzijo, tako za trebušne kot za ročne mišice, vedno daljši. Ja? Ko ne morete več, samo postavite lepo roko naprej, tako, da se ne vržete dol in lepo počijete in se vležete na bok. Tako, lepo počijemo in gremo v novo ponovitev, kar gremo gor. Torej, kaj boste na ta način naredili? Na ta način boste delali dve stvari. Trenirali odlično tehniko sklece in hkrati povečali čas, ki ga vi opravite z mišičnim delom. Torej, gremo dol. Tako, zadrži. Tukaj se lahko lepo nastavite, da nimate glave preveč naprej, da niso komolci preveč gor, da niso ramena preveč rotirana na noter, da imate trup lepo postavljen. In na ta način, tudi tisti, ki ne morete delati veliko odličnih ponovitev, boste na ta način zadeli dve muhi na en mah. Odlično tehniko boste osvojili in hkrati odlično moč v celotnem zgornjem prednjem delu in pa ročnem delu mišic. Tako da potem počijete na lep način, ja? Torej, da se ne vržete dol, pač pa greste lepo takole na bok. Ja? Torej, kot ste videli, Lenart se ni dvigoval gor. Zakaj? Zato, ker smo šli v bistvu do maksimuma, dokler si lahko vajo izvajal. Torej smo šli do maksimuma. Zakaj se tudi nismo dvigali gor? Zato, ker če bi se pri tem, ko smo že 10-20 sekund držali tole skleco v perfektni poziciji, še hoteli dvigati gor, bi definitivno prišlo do napake. Zato smo se v bistvu enostavno povedano šli do maksimuma, kolikor smo lahko lepo držali tole lepo pozicijo. Toliko časa držite, ko vidite, da vam že zmanjkuje, da boste šli v napako, samo položite lepo roke dol in se lepo ležete takole na bok in potem počijete, stresete roke, morda naredite kakšno drugo vajo vmes in potem se vrnete nazaj. In v naslednjem, zadnjem koraku vam še razkrijem, torej, kako se dajte vse te modrosti tehnike programirati v vaš program na vadbi, na vajah ali pa vajah doma, da boste prišli do svoje prve odlične sklece. Tudi tisti, ki ste že bolj napredni, gledajte naprej. In smo že pri zadnjem vprašanju. Zdaj poznamo izvedbo tehnike sklece. Poznamo tudi zdaj več načinov, kako lahko si skleco prilagodite na tak način, da vam ne bo več mučno. Ampak zdaj moramo pa tudi vedeti, kako skleco programirati na takšen način, da jo lahko izvedemo tekom dneva, tekom vadbe, da pridemo do želenega rezultata. Torej, prej sem vam omenil, najboljša opcija za skleco je, da delate večji čas tenzije, torej da zadržite v tistem položaju, ki je najtežji, ampak še vedno lahko ohranjate perfektno tehniko. Torej, se spustimo dol. Seveda greste na drog ali na tla ali na kolena, kakor vam pač ustreza, na tako višino. Tudi komolce. Hkrati pa pogledate, torej več metod imate, s katerimi lahko natrenirate. Prej smo omenili, da držite čim dlje časa v težki poziciji. Ta metoda, ki jo zdaj delava, pa lahko uporabite, torej 5 sekundno, 3 sekundno, kakor vam bo pač šlo, odvisno od posameznika. 3 do 5, 10 sekundno zadrževanje in potem se dvignete gor. Na ta način boste tudi podaljšali sam čas tenzije, sam čas mišične aktivnosti in mišice bodo v bistvu delale več, kot pa če bi delali nešteto slabih ponovitev. Tako, to je ena zadeva. Potem še ne pozabiti, tudi tukaj morate imeti čvrst stisk dlani. Ne imeti mehkih dlani, ker na ta način se boste poškodovali zapestje, dlani, pa prav tako ne boste dovolj dobro aktivirali mišic. Torej, dobro stisnete tale drog in ga v bistvu kar malo zavrtite takole, kot da bi ga hoteli zlomiti skupaj. Tako, kar čvrsto ga držite. In gor. Torej smo rekli, pazimo tudi na brado. In spet gremo dol. Torej vedno vdihnete in potem počasi z izdihom gor. Ok, kar greva gor. Torej, greva gor. Dosti je. Torej, pri skleci zdaj veste.
Veste, kako tehniko izvesti, veste tudi, da je čim bolje, da delate daljši čas pod tenzijo, torej da zadržite določen položaj. In kako lahko zdaj s sklecom delamo, da boste dosegli optimalen rezultat. Torej, naredite par ponovitev, torej od 1 do 5 ponovitev sklece, kjer boste držali z maksimalnim trudom. Torej, držite maksimalno dolgo časa, kolikor lahko. Potem pa pojdite na neko drugo vajo ali pa imejte počitek in to izvedite večkrat v tisti uri treninga. Torej, naj bo to približno tako po občutku, lahko rečem, da če ste začetnik, če boste naredili eno skleco s tistim zadrževanjem, torej maksimalno zadrževanje, na vsakih 5 minut bo verjetno dovolj. Ker na ta način boste dobili v bistvu 12 sklec, kjer ste pa v bistvu čez celo uro, 12 krat po 5 minut, 12 sklec, kjer ste pa v bistvu držali več kot 10-20 sekund vsako skleco. In je v bistvu celoten čas mišične aktivacije oziroma mišičnega dela bistveno daljši, kot pa če bi zdaj delali polno nekih slabih ponovitev. Da ne govorim tudi to, da vam v bistvu takšna skleca omogoča, da nimate bolečin. Torej, da vam omogoča perfektno tehniko in da perfektno čutite tako sprednje prsne mišice, kot v bistvu ročne mišice, ki vas odrivajo od površine. Tako da, veselo na delo, za vsa vprašanja se obrnite name ali na našo ekipo.